Hojla! Zdaj bomo pogledali, kaj pomeni, če vidimo vedno znova določena števila, oziroma kaj pomeni, če jih vidimo na registraciji, na uri, tiste cifre, ki se ponavljajo. Se pravi 11, 11, 22, 22, 13, 13, 14, 14. Naredili bomo en kratek pregled, pričnimo pa s tem. Če vidite to kombinacijo na uri, pomeni, da gre za neko časovno neko sledosledje oziroma neko splošno sporočilo. Če ga vidite na registraciji, je velika verjetnost, da vam želi življenje sporočiti, da so potrebne spremembe. Vse ostala mesta, pomagajte si zdravo kmečko pametjo, bomo temu rekli, na kaj vas spominjajo. Registracija je na avto se premika, torej neki premiki bodo potrebni. Najbolj nas zanima potem seštevek. Torej 11, 11, če seštejemo, recimo je 4. Tisti seštevek, ki ga dobimo, tistih števil, ki nas zanima, nam označuje področje, na katerem je pomembno to sporočilo, ki nam ga prinaša. Pa pojdimo kar lepo po vrsti. Če je seštevek 1, enka simbolizira korak naprej in nekaj novega, torej ali z nečim odlašate. Če je seštevek 2, morebiti bi bilo priporočljivo, da povprašate nekoga za nasvet. Torej, upoštevajte druge ljudi, kar pomeni, kako se bodo počutili ob tej odločitvi oziroma ali vam lahko svetujejo. Če je seštevek 3, drži se vaš sreča, biti kreativni, sprejemati, biti radostni in biti tudi pozorni na tiste stvari okoli vas, ki se dogajajo in so mogoče bolj pozitivne, kot se vam zdijo. 4. Ja, 4 pa pomeni, da počasi in po temeljnem premisleku, glede na vse ostala števila, boste presodili, ali je to nekaj, kjer vas mogoče hromi strah, ali pa bi bilo prav, da ste bolj previdni. 4 simbolizira stabilnost. Ali je to nekaj, česar si za dolgo časa želite, da bi bilo tako. Ravno obratno pa je 5, torej kako bi se lahko bolj sprostili. 5 simbolizira tudi potovanja, se pravi, predvsem, če jo vidite na avtomobilski registraciji, po vsej verjetnosti pomeni tujino. Torej, kako ste lahko bolj spontani, bolj sproščeni, bolj odprti. 6, ljubezen do sebe. Ali ste v tej določeni situaciji, mogoče tudi tista prva stvar, ki vam zdaj pride na misel, dovolj ljubeči do sebe, znate postaviti mejo, znate sprejeti. 6 nam vedno prinaša te izzive, obenem pa nas želi opomniti, da je to tudi energija plodnosti. 6, če si jo predstavljate, ker ima trebuščka, simbolizira nosečnico, torej kako ste lahko bolj produktivni v dani situaciji. 7 nas opozarja, da je prav, da se v zadevi še pozanimamo, da dobimo strokovno mnenje, več podatkov. Velika verjetnost je, da vam celotna slika v tem trenutku še vedno ni znana. Torej 7 nas obenem tudi opozarja, kako ste lahko boljši, kako bi lahko stvari izpilili, izpopolnili. 8, naša ljuba 8, vemo, da prinaša obilje, prinaša manifestiranje in prinaša tudi izzive odločnosti. Torej, ali ste resnično zelo odločni ali ne, če je seštevek teh ponavljajočih se cifar 8, se vprašajte, kaj vas morebiti zadržuje in ali bi lahko našli srednjo pot. Imamo potem še 9. 9 simbolizira zaključek, kar ni nujno negativno, simbolizira pač nek konec, kako bi lahko stvari spustili ali sprejeli. Ko govorimo o sprejemanju, govorimo o energiji žetve. Torej, če ste videli tudi 3 ali 4 devetke na registrski, vprašajte se, ali se nemara ne oklepate določenih stvari predolgo. Sploh, če je ta število 9 zelo dolgo, je obenem tudi velika verjetnost, da se bodo stvari iz preteklosti ponovile. Torej, to je seštevek, najbolj nas zanima seštevek. Ko govorimo o ponavljajočih se cifrah, se dotaknemo še števila 11, 11. Ob 11 uri in 11 minut že nekaj časa zdravitelji tega sveta pošiljajo minuto zdravljenja za mati zemljo. To se mi zdi taka čudovita navada, katero upam, da se bo tudi kdo izmed vas lotil. Torej, ko je ura 11 in 11 minut, za 1 minutko pošiljate svetlobo, ljubezen, zdravljenje, karkoli vam je blizu materi zemlji. Sicer pa 11, 11 pomeni, da poglejte v sebe, prisluhnite svoji intuiciji in ker je seštevek 4, se vprašajte, kaj vse to, kar vam intuicija zdaj govori, lahko uporabite v svojem življenju dolgoročno, dolgosežno. Torej, 4 vedno simbolizira temelje, noge na tla, potem bo pa tudi intuicija delala veliko bolje. Tako, to je bil en tak kratek pregled preko ponavljajočih se števil. Še enkrat rečemo, seštevek je najbolj pomemben. Vse to, kar smo povedali za seštevek, pa velja tudi za posamezne cifre, le da nekoliko bolj nežno. Hvala lepa za vašo pozornost in bodimo pozorni na uro. Pa, pa!